Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Tisti, ki me še ne poznate in ste danes prvič na mojem kanalu, moje ime je Vlasta, prihajam iz Solkana in sem upokojenka. Marsikdo me vprašuje, kaj boš pa delala v penziji. Ja, kaj bom pa delala? 40 let sem delala, zdaj sem še počivala. Ja, kaj bom delala? Delala bom stvari, ki jih imam rada. Saj tudi v službo sem zelo rada hodila, pa tisto delo sem imela zelo rada. Zdaj bom pa delala še stvari, za katere prej nekako ni bilo časa, ni bilo energije. Enostavno sem bila utrujena, ko sem prišla iz službe. Verjetno tudi z leti postaneš počasnejši pri teh raznih opravilih. Tako da mi je zmanjkalo časa, da bi porihtala neke reči, ki so mi šle kar precej časa že na živce. Ko sem šla v penzijo, sem si prav naredila spisek, kaj bo moja prioriteta. Nekaj zamisli, ki sem si jih zabeležila, zapisala, preden sem se odločila za iti v penzijo, kaj bom počela, pa bi rada uredila v tem tednu. Kar se tiče čiščenja, pospravljanja in pa metanja stvari v smeti. Rada bi pobelila malo stene, tam, kjer so poflekane, da malo tiste madeže čistim. Zdaj sem si skuhala en čaj, pa glih enih 5 minut počakam, da se namoči, potem grem pa malo knjigo brati. Tako, čaj sem si naredila, zdaj bom pa nadaljevala z branjem moje knjige Atomske navade. Zdaj nekaj reči si jaz tudi zapišem. Kakšne takšne misli, ki so mi všeč, ali pa stavki. Na primer, zapisala sem si: cilj ni preteči maratona, temveč postati tekač. Avtor je dal zelo en tak primer, ki se dogaja večjim ljudem ali pa se nam dogaja. Govori, kako tekači garajo več mesecev, da dosežejo nek cilj. Potem pa enostavno po 3 mesecih, ko so ta maraton pretekli, ko pretečejo ciljno črto in ko dosežejo cilj, potem enostavno prenehajo in grejo nazaj v stare navade. In ni več tistega tekmovanja, ki bi te motiviral, da bi ti tekel naprej. Zato ti mora to postati navada, ne pa da si ti postaviš nek cilj in potem, ko je cilj dosežen, konc. O tem govori avtor skozi celotno knjigo in daje neke primere in vzorce, ki jih pač delamo vsak dan. Tudi recimo ta stavek mi je všeč. Še preden se zaveste, kaj se dogaja, zapadete v stare vzorce. Na primer sem si zapisala, kako z manj truda doseči več. Ti je uspelo. Te nekaj pa mi je. No, če zdaj pa v avto naložim. In pelješ. Veš, se prav razmišljam, da bi kar takoj.
Zdaj je odprto gor na odpadu, ne? V Stari Gori, Ja, ja. ja. Ne vem, do katere ure. Ma se mi zdi, da do 1:04 da je odprto. Ne vem, malim ponovadi. Aha. A ja, še očala sem pozabila notri. Živjo. Kakor ste videli, sem mal čistila drvarnico. Noter se nabere kar neka taka nepotrebna krama, ko misliš, da boš nekaj uporabil, pa pol ne. Jaz sem mislila, ko bom vse v teh umarah imela. Na koncu nisem nič imela. Preperelo in za v smeti je na koncu ratalo. Zdaj sem to vse malo razbila, dala na razen in zdaj že peljem na deponijo. Ker to se sam nabira. Se večkrat hecamo sosedi, da v bistvu je ta naša drvarnica predsmetnjak. Morate pa priznati, da sem v ta avto zelo lepo zložila in da sem kar precej spravila. Še prav nikoli nisem bila tle, vedno koga drugega ne fehtam. To je to. A me je slej parkirala pa vprašala, fante. Se piše malo, kam kaj gre les. Ma to je pa prav super, prav sem zraven sem parkirala. Gremo. Zdaj pa kar akcija. Živja. Sem pripeljala, v bistvu je vse les. Tle so neki taki odpadki, zdaj pa ne vem. Sem mislila, da to sem zmečem. Ja, V ta? lahko tudi tle. Lahko? Tle ali pa tam, ni važno. Če ste že tle, Ja, kar to, ok. Ta dva sta stekla. stekla pa tle, samo tle, če res. Super, pa v bistvu je vse. Dobro. Ne, nič tazga nimam. V bistvu je vse les praktično. Razen res steklo, ja. Tisto pa če res. Ok, dobro. To. Hvala. Ja, to sem pa res super rešila danes. Živjo. Danes je eno tako lepo sončno vreme. Jaz sem se pa odločila, da počistim šipe. Jutri oziroma pojutrišnjem napovedujejo dež. Jaz sem se pa pol danes kar na hitro odločila, da počistim še te šipe. Ker že prejšnji teden sem odlašala, so isto napovedali čez 2 dni dež. Pa sem rekla, se vsak teden odlašam in s temi umazanimi šipami mi je šlo že prav na živce. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never sleeping. Maybe I can turn it around. Oh, yeah. Baby, if you want us, you know time is on our
do zdaj sem pa presrečna. Ma super. Živijo. Ja, takšno imamo, malo deževno, ampak vseeno prijetno za en sprehod. Sem bila pa že v Solkanu, sem imela neke opravke na krajevni skupnosti in sem pol rekla, malo podaljšam še sprehod, vse je tako prijetno. Se pa z tega kratkega sprehoda že vračam proti domu. Ja, ta teden je bil kar tak produktiven in kar zelo sem ga izkoristila, kar se tiče sonca in lepega vremena, da sem pač neke stvari pošlihtala. Se pa kar strinjam s tistimi, ki rečejo, da več prostora imaš, več ga ne bašeš z nekimi nepotrebnimi rečmi. Danes je četrtek, 13. februar, jaz grem pa do moje frizerke, da me malo pobarva in postriže. Vam bom potem pokazala, ko bom nova, da me boste spoznali. Moja frizerka je šla zdaj v trgovino, nič še ni pojedla danes, pa je ura že 2:30, tako da se je šla iskat eno malenkost. Salon je zaupala meni, tako da če rabite kakšen nasvet, pokličite, vprašajte in tudi če bo kdo prišel, nekaj bom že svetovala. Evo me, kaj boste rekli? Lepo, ne? Moram povedati, da k tej frizerki hodim že 20 let in vedno, bom rekla, vedno sem zadovoljna. Tako da res, glejte. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, hvala, ker ste z mano pospravljali, čistili. In nič, se vidimo v naslednjem tednu. Bodite fajn, pejte nekak sprehod in se vidimo. Čau, čau!